Torej, lepo pozdravljeni. Čisto na kratko predstavim svojega kolega Borisa A. Novaka, za katerega lahko trdimo, da je eden izmed vodilnih slovenskih pesnikov in pravzaprav si drznem reči tudi klasik sodobne slovenske literature. Svojo pesniško pot je začel že v zgodnjih 70-ih. Njegovi pesniški zbirki Definicije in Satje, ki jih je potem veliko kasneje izdal, pravzaprav niti nista njegovi prvi zbirki, kolikor vem, vendar prečujeta potem tudi zlasti s prvo objavo leta 1977 Stihožitje. Ta pesniška zbirka lansira Borisa A. Novaka pravzaprav med ene izmed vodilnih in prepoznavnih glasov v slovenski poeziji. Pri svoji poetiki se je obrnil na tradicionalne oblike, ki pa jih je pretkal z zelo sodobno govorico, ki je v vseh svojih premenah bila vedno drzna in eksistencialno zavezujoča. Kasneje mu sledimo v pomembnih pesniških zbirkah, kot so Hči spomina, Kronanje, potem v 90-ih letih Mojster nespečnosti, Alba, še kasneje Žarenje. In vse do zadnjega monumentalnega dela eposa Vrata nepovrata v 3 delih, ki je s to gesto ne samo okoli slovenski ep, ampak pravzaprav gre za dokument, za eno gesto v rangu svetovne literature. S tem se Boris A. Novak nikakor ne anahronistično ne umešča v neko predmoderno, ne vem kakšno izročilo, ampak se plasira v rang Ezra Pounda in njegovih kantosov in številnih epov sodobnih, ki so nastali v ameriški, zlasti ameriški poeziji v 20. stoletju. Nenazadnje to priča o tej pomembnosti tega dela tudi integralni angleški prevod, ki se ravno zdaj dogaja za ameriški trg. Po drugi strani pa je Boris A. Novak seveda eden izmed največjih strokovnjakov za komparativno verzologijo pri nas v Sloveniji in tudi o tem predava na našem oddelku za primerjalno književnost. Poleg tega je izjemno razgledan v vseh historičnih epohah literature od srednjega veka do simbolizma. Seveda ne preseneča, da je tudi za svoje pesniško delo, pa tudi strokovno delo prejel številne nagrade, že od prve pesniške zbirke Zlata ptica, nagrada Zlata ptica, do zadnjih nagrad, ko je bil leta 2017 sprejet v Akademijo znanosti in umetnosti kot izredni član. Lani pa je tudi prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Ogromno je tukaj stvari, ki bi jih lahko dodal, da bodi zdaj dovolj. Zdaj, dragi Boris, govor je tvoj. Spoštovani gospod dekan, dragi kolegice in kolegi in dragi Alen, hvala za te lepe besede. Ganjen sem in moram priznati, da imam, čeprav ponavadi nimam treme pred nastopi, pred tem nastopom imam tremo, zaradi tega, ker nastopam v nekoliko drugačni vlogi kot ponavadi. In seveda tudi zato, ker moram slednjič izreči eno veliko zahvalo tej fakulteti in tudi univerzi, ne samo zaradi tega, ker mi je omogočila intenzivno raziskovanje literarne zgodovine in teorije, ampak tudi glede na to, da je mi omogočila, da pravzaprav pišem v nekem relativnem miru in moram priznati, da brez te varnosti, ki sem jo tukaj doživljal,
nikakor ne bi mogel napisati in dokončati tega epa Vrata nepovrata, tega ne bi mogel izpeljati brez varnosti profesorske plače, ob vsem seveda težavnem delu, ki je, ali pa bi seveda kratko malo umrl od lakote. Jaz sem torej dvoživka, neke vrste padalc, marsovc med vami, vendar moram priznati, da v nasprotju z razširjenim predsodkom, da se znanost in umetnost medsebojno izključujeta, sam nikoli nisem čutil protislovja med tema dvema turiščema svojega delovanja. Celo več, raziskovanje mi je pomagalo, da sem v slovenščino prelil mnoge pesniške oblike iz zakladnice svetovne književnosti. Temu sem posvetil velik del svojega pesniškega in pedagoškega dela, tukaj je ena iz teh knjig, Oblike duha z 220 oblikami, ki so komentirane ad usum delfini za študente in mlajše. In v vseh teh oblikah sem napisal pesem ali ciklus. Obenem pa seveda velja tudi obratno. Najboljše, kar vem povedati na predavanjih in seminarjih, izvira iz moje lastne pesniške izkušnje. Zato seveda tudi ni naključje, da je Ljubljanska univerza postala ena izmed osrednjih tem epa Vrata nepovrata. Pojavlja se v različnih obdobjih, od predvojnega vse do današnjega dne. In ta moj nastop današnji sem si zamislil bolj ali manj kot branje pesmi, med katerimi bojo tudi pesmi, ki sem jih pisal v študentskih letih. Ampak seveda se spodobi, ker je to posvečeno stoletnici Univerze in Filozofske fakultete, da začnemo z obdobjem, ko se je ta univerza še imenovala Univerza kralja Aleksandra, ko so študentski aktivisti govorili svoje goreče protestne govore z balkona univerze in s tem posegali seveda tudi v zgodovinsko dogajanje. In z tega balkona je v 30 letih prejšnjega stoletja kar nekajkrat govoril tudi moj oče Ante Novak, ki je bil takrat študent pedagogike, nemščine in filozofije na tej fakulteti. Njegove ocene, kot kaže diploma, niso bile briljantne. Imel je pa razumevajoče profesorje, recimo profesorja filozofije Franceta Webra, ki mi očitno šenkal ocene. In dosegel je svoj vrsten rekord, bil je 23krat v zaporu, tudi in predvsem zaradi tovrstnih govorov z balkona univerze. V času očetov druge knjigi epa imamo v 27. spevu, v času kritičnega uma, tudi naslednjo pesem. In ko je Ante stopil na balkon univerze, je pod seboj zagledal ne le množice študentov, ampak tudi policijski kordon. Zveneče verze Župančičev meh od 8 do 3, žareči žeblji, žeblji v očeh, žebljarske, Markov manifest in 5 fragmentov iz tajnih dokumentov o preprečevanju študija judovskim študentom, je kričal s tempom izkušenega retorja. Nato je ob krikih in topotanju škornjev zagledal hud prizor. Iz Židovske in Wolfove so se nenadoma pojavili žandarji v stanju popolne bojne pripravljenosti, da je glasove študentov preupil nem blesk puškinih kopit in bajonetov, od uršulink pa konjenica v napadu, Ante je zarjovel skozi megafon umik v smer Ljubljanice in klin študentov je brž prebil kordon pri filharmoniji. Ko je Ante pritekel iz poslopja univerze,
ga je 5 agentov zgrabilo in pritisnilo ob zid z obrazom na plakate. Tedaj se je iz gruče vzel orjak, ki je težke ude štempljal po bučah policajev in jih brcal med kante za smeti, potegnil Anteja za sabo, drži se fantek, ter montiral pot skozi palice palicajev, ki so bili nemočne zoper vse te bicepse in pude. Šele ko sta pritekla do Ljubljanice, ga je Ante prepoznal. Bil je Bojan Stupica, režiser in inženir. Saj si tak kot naš Martin Krpan, ga je Ante občudoval. Ti pa tak kot moja kobilica, ga je Stupica objel. In sta zavila v kolovrat na žgance, zeljem in pir. Ko je nekoč zaradi nekega drugega govora pričakoval zaporno kazen po vsej verjetnosti v Sremski Mitrovici, se je zgodil popolnoma nepričakovan obrat, ki ga pojasnjuje naslednja pesem. Dolgoletni robijaši v Sremski Mitrovici so zbirali človeško kožo, lastno kožo, ki je odpadala po mučenjih. V sokrvnici se je luščila z gnojnih ran, zvita v rožo mrtvega tkiva. Kaznjenci so jo sušili v knjigah, kakor listje v herbarijih, v božno hiralnico spomina spravljena jesen telesa. Sili režima so se tihoma upirali z olupki brazgotin. Ko se je kože plast za plastjo nabralo za 15 kil, so jo previdno spokali v kovček. Posušeni spomin vseh bolečin je skrivoma odpotoval do Ljubljane, do odvetniške pisarne doktorja Vavpetiča. Tak izdalin je bruhal, ko je odprl pošiljko. Ko je Ante leta 1934 stal pri sodišču za zaščito države, ker je z balkona univerze kričal smrt krvavemu režimu, se je zagovarjal, da ni protestiral proti režimu države, ampak proti režimu v kaznilnici Sremska Mitrovica. Pričakoval je hudo kazen. Pred začetkom obravnave mu je odvetnik Vavpetič dejal: "Tokrat bo pravica na vaši strani, ne bojte se." Odvetnikova miza se je šibila pod težo črnega kovčka. Obsodba je bila čudno mila, samo pogojna. Sodnik se je bal, da bi odvetnik pred nabito dvorano uporabil najhujše orožje, da bi odprl črn kovček, poln človeške kože. Ko je potem zaradi manifestacij v zaščito slovenščine, ki so jih organizirali tedajni komunisti, med drugim tudi Ivo Lola Ribar v Beogradu, za slovenščino, kar je danes pozabljeno, bil le potem obsojen na Sremsko Mitrovico, je bil pravzaprav eden izmed redkih zapornikov, ki ni bil tepen, to pa iz razlogov, ki so opisani v tej pesmi. Ko sta obsojenca Ante in Ljuban, oba drobna v cunjastih predolgih hlačah in opankih, kot cuvaksa stopila v samičku zgradu, je hudoba Pandurjev prekipela. Ljuban s svojim tankim obrazom ostarelega otroka je bil prva žrtev. Ker je pozabil sneti kapov pozdrav, ga je orjaški paznik tako udaril šopom ključev, da je kot mrtev obležal na betonu. Iz očesa se mu je ulila kri. Anteju se obrnil želodec. Na stežaj odprte oči je zapičil obraz Pandurja. "Hočeš i ti?" So pazniku zavrela jetra, da je grozeče dvignil roko. Tedaj je Ante segel po zaupni lekciji, ki mu jo je dal starejši brat, oficir.
Z globoko togotnim glasom je na pamet zdrgral rešilno formulo, ki je niti sam ni razumel čisto dobro. Jebote konj kroz dlakavu dasku, v trulu sisu materinu. Nastala je tišina tako gosta, da bi jo lahko rezal. Pandur je zrl vanj, negibno, nejevirno, silno pestjo obešeno v zraku. Kaži to još jednom. Peza udarca, ki se bo spustil, je bolj in bolj naraščala. Ponovi! Antiju se uprlo, zakričal je na ves glas. Jebote konj kroz dlakavu dasku, v trulu sisu materinu. Pandurju se je obraz razlezel v širok smehljaj in pes se je razprla v nerodno dlan, s katero je Anteja trepljal po premrlem licu. Ovako nešto lepo još nikad nisam čuo. Poklical je kolege. Pero, Mile, Slobo, dođite vamo da čujete ovo čudo. To nije psovka, to je pesma. Kakve li Miline? Znaš li ih još? Ante se je zlagal. Jasna stvar. Pandur mu je zašepetal. Slušaj, ako te neko pipne, ti samo meni kaži. Tebi neće pasti dlaka se glava. In podrejeni mu je ukazal, Mile, daj malo mečebe, Pero, daj mu vruću čorbu, da se ne smrzne u ovoj zimi. Baš bi bilo šteta da nam propadne ovakav talenac. Zato je bil Ante eden redkih robijašev, ki v Sremski Mitrovici ni bil nikoli tetnen. Ljuban je komaj preživel. Udarec Pandurja mu je za vselej poškodoval oko. Mesece samice je zdržal le tako, da si je bobnal melodije džezovskih skladb. Po vojni je zbiral kopice plošč. Ko me je nekoč povabil domov poslušati Roberto Milesa Davisa, se je občutljiva duša spomnil usodnega udarca iz Sremske Mitrovice, na kar se je začel režati v ritmu Milesove trobente. Veš, kako se je tvoj oče rešil tepeža? Jebem ti, to je bilo genialno. Zabrusil je paznikov, jebote konj kroz dlakavu dasku, v trulu sisu materinu. In sva se s stricem Dubanom oba režala. In režal se je svojo trobento Miles Davis. Jebote konj, jebote Miles Davis. Največja pisateljska napaka, kar sem jih zagrešil v svojem življenju, je, da si nisem zapisal originalne kletvice, ki je štela nič manj kot 85 besed. Toliko da je. Seveda so imeli poleg uradne univerze, študenti Aleksandrove univerze, tudi svojo lastno rdečo univerzo, ki je uradovala zelo blizu uradni in je se lahko konkurirala. In tukaj sledi pesem o uredništvu revije, ki je bila izjemno kritična in je išla v eni sami številki, ker so jo pravoverni ideologi komunistične partije zatrli. Ta revija je bila Nova Latina, ta spomni se deliva z Mladenom Tolarjem, ker tukaj nastopa tudi njegov oče. Dobivali so se blizu univerze v lokalu Triglav na Wolfovi in igrali biljard. Zasedba se je menjavala, inventar pa je bil štab invencije Ognjeni zmaj četveroglav. Mladi Ante, mladi Škrlak, mladi Kos in mladi Dolar. V dimu tako gosten, da bi ga lahko rezal, so se iskrile cigarete in ideje in oči, žal prijateljstva teh čistih kritičnih duhov. Zaveza pripadnosti jih je gnala iz akcije v akcijo in primo sorazmerno so mojstrili še biljardno tehniko. Glas za pravico žensk do študija na univerzah,
je rekel Ante in udaril prvo kroglo, ki je zadela druga tretjo in tretja četrto. Glas zoper izključitev judovskih študentov pribežnikov iz Poljske je vzkliknil Škrlak in frsnil drugo kroglo, ki je zadela tretjo četrto in četrta prvo. Za solidarnost delavci in zoper revščino je zatrobental kos in ustrelil tretjo kroglo, ki je zadela prva četrto in četrta drugo. Za drugačno šolo in pravico do proste vesti je prebil Dolar in izstrelil topovsko četrto kroglo, ki je zadela druga prvo in prva tretjo, in vse so zletele v luknjo materino. Ti teleči intelektualci so bili najbolj briljantni, če kakšna deklica občudovala njihov ogenj. Takaj so ti osvajalci src petelinje kikirkali. Tako je vzklila klica ženialne ideje, da bi ustanovili revijo, mesečnik, ki bi ga imenovali Nova mladina. Spesnili so goreč uvodnik, v katerem so stihijo sedanjosti in znake zgodovinske usodnosti presegli z vero v pravičnost in družbeno harmonijo. Mi, Nova mladina, čutimo razklanost in neurejenost sveta, v katerem živimo, je Ante z občutkom intoniral biljarno igro. Čutimo negotovo svoje prihodnosti, hočemo pravice, enakopravnosti in svobodnega duha. Je kup zahtev po mizi ubetelno razpršil Škrlak. Hočemo kritizirati metode novodobnih odrešiteljev sveta, hočemo svoje besede, da bi proučevali preteklost, sedanjost in prihodnost. Je kos iz mrtvega kota dosegel poln zadetek. Z vso resnostjo, ki jo čas terja od nas, hočemo prevzeti odgovornost za usodo človeštva ter uresničiti svoja hotenja in svoje želje. Je Dolar zabil patetični predzadnji zmagoviti šus. To bodi smotar mesečnika Nova mladina. Ja, novi revij sem bil urednik, jaz, evo. To bodi smotar mesečnika Nova mladina, je Ante dokončal partijo z neprednagljivim udarcem v krasno luknjo materino, napoved novega poglavja v zgodovini te biljarne mize. Na neznanski biljarni mizi zgodovine pa je obstala le ta črna, brezdanja, kozmična luknja materina. In zdaj pač pride razlaga o tem, kako jih je partija zatrla. To sodi v izjemno pomembno zgodovinsko poglavje spopadov na levici, in potem se v mojem epu oglasi tudi napoved ene najpomembnejših bitk med drugo svetovno vojno, med Roško ofenzivo, ko je 90.000 italijanskih vojakov, 2,5 diviziji generala Robotija, so obkolili na rogu 700 partizanov. To je bilo jedro tedanjega partizanskega gibanja. Glavni štab je dal povelje, da se morajo vsi umakniti, kako Slovenije znajo, kar je bilo napačno bilo rečeno, v bistvu pa strahopetno. In je pravzaprav edini bataljon, ki se boril, bil prvi bataljon kočevskega odreda pod poveljstvom mojega očeta, ki je pravzaprav v bobnenju, detonacijah bomb, mitraljezov slišal biljarne krogle. In so se prebili strategijo, ki je imenoval strategija biljarne krogle, po spominu na biljard v Triglavu, na ta način, da so bežali in se prebijali in napadali, in so imeli Italijani ves čas občutek, da imajo opraviti s fronto, oni so se pa gibali in prebili obroč, rešili glavni štab in centralni komitet, za kar so se mojemu očetu zahvalili na ta način, da so ga obsodili na smrt zaradi insubordinacije. Mi smo tudi imeli v svoji generaciji neformalno univerzo,
To je bil lokal Šumi, ki ga že zdavnaj ni več, kjer smo se pripadniki naše generacije, Milan Kleč, Jure Perovšek, Igor Likar, Andrej Rozman Roza, Vladimir Memon, Vladimir Kovačič, Bor Turel, mnogi drugi, vsakodnevno zbirali. Šum je kraj, kjer smo dobesedno prestali mladost. Bufet, ki je zanikal vse zakone fizike. Na pičlih 30 kvadratov pol teme je domišljija stisnila zunanji svet. Bila je črna luknja, kozmični magnet. Vanje vsak dan, opoldne in zvečer izginilo 100 fantov in deklet, da bi tam našli najlepši nemir. Zunaj je zehala zobata stvarnost. Sive obleke in resnica brez ostankov. Tu notri pa smo jahali na šanku, ki ga je Jesih imenoval konj. Za nas, mlade pesnike, sadjevec za ston. Na zguljeni tapeti sled, čavi v osled. Na skretu, dok je bilo Tita, bilo je išita. Zunaj pa stvarnost, vsega lačna, vsega sita. Že zdavnoj so zaprta vrata te skrivnosti. Ko danes nosim stvarnost mimo Šumija, sem težak 300 kil. Čez prag odsotnosti ne morem več tja noter k sencam iz mladosti. V skladu z naravo velikih epov starejših obdobij, Gilgameša, homerske epike in Dantejeve komedije, so vrata nepovrata sestop v zagrobni svet, kjer se pogovarjam z ljubimi dušami mrtvih. Med njimi zavzema posebno mesto Dušan Pirjevec-Ahac, profesor primerjalne književnosti, ki nas je vse globoko zaznamoval. In v tem epu je nekaj pesmi, ki so mu posvečene, tudi kot partizanu, ker sta z mojim očetom sodelovala pri prvi veliki akciji slovenskih partizanov, napadu na italijansko postojanko v Ložu na Notranjskem. Komandanta sta bila Ljubo Šercer, bivši jugoslovanski oficir, Stane Semič Daki, španski borec, ki sta edina imela izkušnje z orožjem. Politična komisarja sta bila pa Ahac in moj oče. Po uspešni akciji je zapadel najhujši sneg 20. stoletja že oktobra. In Italijani so jih lovili, od 56 partizanov jih je preživelo 19. In kot to kažejo Pirjevčevi spomini, je njega strašno zaznamovala ta izkušnja, zaradi tega, ker je v neki akciji, ko so šli po hrano in se ustavili in spali v neki vili, so bili izdani, Italijani so jih obkolili in je on pravzaprav edini, ki je preživel, kar ga je zelo petrilo. Tukaj je ena izmed teh pesmi. Ahac se bo do konca svojih dni spraševal, kaj se je pravzaprav zgodilo v tisti hiši, kamor so se zatekli po napadu na Lož. Zaspal je, kakor vsi na smrti izčrpani, v edini niši, ki jih je ščitila pred padanjem neba. Sneg je sipal dolge dni. Ukazoval je nogi, piši, a je stopinjo sneg takoj izbrisal. Albek ni Bog, ki vodi vekomaj v nebo, kar je, kar bilo je in kar bo, je v strmi breg izkrival verze in jih slednjič doumel. Nebo ne pozna milosti, nebo, ki siplje točo krogel, nebo in neskončna brezmejna ravan, pijano oko žari in iskrin upijata svet prostran, o krogu, da se nenehoma vrte v krog začaran lis in se jim zdi, da jih bo rešil tisti daljni oge obzorja, tako blizu in neskončno daleč,
švistrafalajo v snegu skoraj zadušen, skozi Dobrave jih zasledujejo pinci na smučeh, rešilni mrak hiti, le še tam iz daljave v te proste šiljave, brezmejno prost, nekdo beži, ni več študent, ni več književnik, zdaj je komisar, odgovoren za svoje borce, a kako naj jih reši, če pa še sam ne ve, kje so in kam gredo, kot dar usode sprejmejo pogled na prazno hišo, to vizijo sred gozda, Mikličevo vilo, brž prižgejo peč in slečejo premočene obleke, da se posušijo, toplota greje zmrzle ude in še preden grejo leč v postelje, zaspijo po vseh kotih, na stolih, na tleh. Naslednja stvar, ki se spomni, je žareči meč luči zapičen v telo noči, rafal, ki strga sluh, streh zgrni plas krogel, šipe žvenketajo, topotajo koraki, kriki v temi, zagrabi škornje, puško, plašč, v očeh spomina vrata, senca, temna gmota, ki ustreli vanjo, fant je za mano, skoči z balkona v sneg in beg in ko doseže gozd, je sam in sam bo ostal, sam do konca svojih dni, ko ga imajo za disidenta, on pa je še zmeraj partizan, muči ga skrivnost, kaj se je tisto noč zgodilo, riše tloris Mikličeve vile, da bi razumel svoje gibanje in smrt tovarišev, prostost razume kot prostost za smrt, predava o smrti akcije, nihče pa ne ve, da ga preganja drugo jutro, mrtvo telo, ki nanj v tišini padajo kristali, zasnežene akacije, ob truplu partizana leži v snegu rdeče jabolko, zanj je bil odgovoren za tega mladeniča, ki mu je žepa v trenutku smrti padlo jabolko in čuti krivdo, ker je ostal živ. Njegove razlage niča študenti obožujejo, nihče pa ne spozna, da profesor dr. Dušan Pirjevec, ta prerok nihilizma, priča o čudežni lepoti biti vseh stvari in živega sveta in da si bolj od vsega želi, da bi tisti mladi partizan vstal in iz neskončno belega, mrzlega snega pobral rdeče jabolko in ga razdelil na dvoje. Evo, jaz dobrih 40 let po smrti profesorja Pirjevca na nek način še zmeraj hodim k njemu na govorilne ure in se sprašujem, kaj bi mi rekel. On je imel govorilne ure o petkih, ob 12 let. Profesor Pirjevec, spet prihajam k vam na govorilno uro kot pred davnimi leti. Tudi sam sem zdaj profesor na isti fakulteti, na istem oddelku. Burjo 20. stoletja ste plačali z lastnim telesom. Vi, ki ste bili videti tako mogočni, sloki, žilavi, da je ženske vleklo k vam, ki ste z očesom navajenim ukazovanja umerili auditorij v hipu, ste omagali prehitro, da še zmeraj ne sprejmem, ne doumem tega dejstva. Memento mori ste sklenili zadnje predavanje, ko se je mrak večera po prstih tihotapil med študente, ki smo poslušali s pozornostjo osvajanja duha. Da se je mera naporov dopolnila, nismo vedeli. V šali ste rekli, da vam seminarskih nalog in diplom ne nosimo na kliniko, ker se boste kmalu preselili na nov dokončen naslov. Ponosno ste nosili svoj prelom s sistemom, ki ste se borili zanj, znamenja zapora in zlobne govorice o zločinih. K nam na dom ste prišli, da bi obeležili obletnico upora zoper okupatorje, soborcem iz prvih spopadov mojim očetom. Partizan ostane partizan. Da bi moral, da bi tako rad napisal partizansko balado, ste rekli. Tega takrat nisem razumel. Kam me vleče, ste me vprašali, bom pesnik ali teoretik? Kako rad profesor bi vam odgovoril pesnik, da ni večje sreče zame kot orkestrirati glasove, da je pesem najvišji, a sem molčen.
knjiga pesmi, da izreče več kot izjave, sem si mislil. Da vam prinesem prvenec, ko izide. Ob izidu pa vas več ni bilo, da bi vam ga dal, profesor. Kako visoko je ne boste komentirali Tolstoja za ranjeno oko. Ležeč na tleh Andrej spoznal soničnost akcije. Medtem, ko mu teka kri, začuti čudež, da vse je. Profesor, vse, kar zame je, in vse, kar je bilo in kar bo, drhti v tem trenutku, ko potrkam na nevidna vrata vašega zadnjega naslova. Kot nekoč, kot zmerom, imate govorilno uro ob petkih opoldne. 12. že bije. Odprem vrata in se znajdem nad prepadom. Iz kabineta buta nič, praznina let, hitrejših kot trenutek. Dober dan, profesor. Prinašam vam osnutek svoje prve in poslednje naloge. Partizansko balado. V epu te pesmi sledi pesem, ki je namenjena, morda ne vsem, prav gotovo pa nekaterim močnim. Vsak torek jim predavam o oblikah, ritmov in rimah, o pozabljenih zakladih pesništva. Niti najmanj jih ne mika ta dolgočasna snov. Ti mladci bi radi umetnost brez spomina in vizij. Ah, tlaka razsvetljevanja glav utvara univerze. Ti mladci hočejo vse zdaj, ker čas ne čaka. Pravzaprav mi ne gre za metre, zloge, verze. Rad bi jih okužil s klicami vesele vede. Kot pedagog pa jim ne smem povedati, kako drago plačujem te besede, imenovane pesmi. Ne smejo vedeti, da sem začel pisati, da bi se rešil smrti. Da je edini razlog za to tiho petje boleča, strašna, lepa stvar, imenovano preživeti. Tukaj je tudi sonet napisan za eno izmed najbolj romanesknih figur, ki je kdaj hodila po tej univerzi in fakulteti. To je bil Ewald Koren. Evo, za ta napor bom moral svet stupiti. Ewald Koren je bil pravzaprav junak romana. Kot pesnik bom njegov dvometrski format na silo stlačil skozi ozko špranjo vrat soneta. Pri njem ni ostala neprebrana nobena stran naturalističnega Tostrana in ni ostal neraziskan noben obrat govorništva, noben glasovni stik, zaklad tihega zvena pesniškega onstrana. Ta strogi varuh forme je srž zgodovine obvaroval za danes, da spomin ne mine. Ta strogi pedagog mi je velikodušno odprl široko pot v literarno vedo. Pokazal, kaj je odgovornost za besedo. Zahvaljen, doktor Fatar, velikan z otroško dušo. Moj temeljni namen zvrati nepovrata je bil vrniti mrtvim dušam dostojanstvo spomina in imena. In ena izmed najtežjih nalog, kar sem jih izpeljal v življenju, na vso srečo je bil govor na pogrebu mladostnega prijatelja, soborca iz teh eksperimentalnih dejavnosti, norosti, skupine nomenklatura in tudi sošolca iz primerjalne književnosti Vladimirja Memonja, pesnika, ki je umrl za rakom pri starosti oziroma mladosti, natančneje 27 let. Na pogrebu Kopru me njegov tast, pesnik Kajetan Kovič, naprosil, da naj govorim nad grobom.
Sreče sem dan pred tem napisal nekrolog za mladino in sem imel še v živem spominu nekatere ključne formulacije, ki zdaj odmevajo tudi v tej pesmi. To je iz 3. knjige Epa, bivališča duš. Prva je velikanski atlas spomina, zemljevidi domotožja. Druga je najbolj epska, Čas očetov, iz nje sem doslej bral. Tretja je pa Potovanje z ladjo na sever, kjer se izkaže, da ta ladja tovori zelo nenavaden kargo. Celoten spomin od mitologije naprej in vse duše. In tam so na podstrešju nadpalubja tudi pesniške duše, med njimi tudi Vladimir Menon. Pesem je bila zanj hrana in morilka. Jedel jo je in jo požiral, kot bi vedel, da mu ne bo pustila časa. Niti opilka dlje mu ni dala, kot je zagrozila. Blede, svinčeno sive stvarnosti se je otresal, svetlost razpil vsega, kar je počel. Obsedle so ga besede, globlje od pomena. Iz telesa so drle in drsele v kristal in Memon je slutil, da mu slednja približuje hip slovesa. Spoznala sva se februarja leta 70. Temno bohinjsko jezero je lesketalo mir, lepo kjer za srečanje urednikov gimnazijskih glasil. Mi gremo z besedo na vse ali nič, pesem je upor, nemiren krik je kritika vsega obstoječega, je na glas oznanjal kredo koprskega glasila Maestral. V osir je dregnil opozicije moči, ki jo je ta čas izvajala nad nami Zveza socialistične mladine. Večina zbranih je molčala, jaz sem ga podprl. Plast tišine je zagrnil najne besede in zagrinjate spomine. Še dolgo sva v tisto nepredjedno noč šepetala besede brezum, upor, umetnost. Za maline in magično ime Tomaža Šalana sem takrat prvič slišal. In prvič sem srečal olajšanje nekoga, ki je bil natanko tak kot jaz, le da še bolj. 100-krat bolj je bil radoveden in vseveden, kajti vloga tega mladeniča v kozmosu je bila vse razumeti in se vsemu upreti, pljuniti na klišeje sloga in ubesediti kot magma vroč utrip zavesti. Že poleti istega leta sva prijatelja šotorila na obalah pri Pulju, plavala, jedla le enkrat na dan, ves prekleti denar pa porobila za cigarete in vstopnice festivala jugoslovanskega filma. Po projekcijah v Areni sva se pomešala med filmarje, ker je trepetala postava Nede Arnerič, igralke najnih let, v plamenih večernih zvezd. Zadeta od njene čutnosti in kozarca vina na prazen želodec sva se opotekala v kamp. Naslednji dan mi je Vladimir razložil slednji kadar včerajšnjega filma, pri tem pa pokadil najmanj 3 škatlice cigaret. Imel je čutne ustnice. Iz rjavih oči je žarela silna in sanska energija, poduhovljen in globok magnet. Podoba najnega pulskega šotora bo za venomer pred dežjem pozabe varovala dušo Vladimirja Memona. Njegov odprti grob je bil na glavo obrnjen šotor. Ko sem tam stal ob mladi vdovi Nini in me ta pesnik Ajtankovič prosil za poslovilni govor, je name padel šotor zemlje in neba in podrast cipres je stegovala kremplje korenin vzmedo travnatih šopov, sveč, prgiš, prsti in vrtnic v večno rast niče. Šele 30 let pozneje razumem besedo mladostnega prijatelja. Sam sem lepotičil zven pomena in pomen zvena, Memon pa je stopil s cela v sredo vsega, kar je, vsega, kar je sam bil, v srce plamena lastnega na smrt živega telesa, kjer se je zabliskala lepota, neizmerno skromna in potrpežljiva, enaka kamnu ali vstopu dotika v dotik v bitje. Lepota, ki ne rodi dneva, ki ne ustavi smrti. Lepota, ki je več, ki je del, morda najmanjši, najskritejši vsega.
Družinski genom je seveda zahteval od mene, da sem demonstriral od mladih let. Prvič na demonstracijah proti vietnamski vojni 15. maja leta 70, ki so se do večera spremenili v notranje politične demonstracije. Na to je recimo zame bila zelo ključna združba 3 leta starejših mladeničev, med katerimi eden sedi tukaj, to je Mladen Dolar, ki sem jih poznal, ko sem bil na Šubičevi gimnaziji v 1. letniku in je bil ta razred v 4. Tam so bili Jaša Zlobec, Marko Uršič, Branko Gradišnik, Jure Detela, Tomaž Vrabar, dolgoletni predsednik Društva slepih in slabovidnih Slovenije, žal pokojna Barbara Šubert in seveda še kdo. In oni so bili neke vrste moji mentori, ker pri teh letih, kot študentke natančno veste, niso toliko važni profesori, ki so stari 50, 60 in več let, ampak so najvažnejši tisti, ki so nekaj let starejši od vas. Tisti so pravzaprav modeli. Evo, tukaj je recimo moja pesem o tem, kako sem neke sobote, oktobra leta 70 stopil v Kazino, kjer smo imeli bralne krožke in se izobraževali v kritični misli in seveda se pripravljali na akcije, ki so malo sledili. Dobrodošel, sin moj, me je pozdravil Jezus, v katerem sem prepoznal Jureta Detelo, ko sem tiste usodne sobote, oktobra 70, ob 4 popoldne, le zbral korajžno in potrkal na odprta vrata redakcije Tribune v 2. nadstropju Kazina. Tam so bili že vsi zbrani. Izbrana divja jata študentov s kljuni nabrušenimi zoper rjo zgodovine. Vse sem poznal. Bili so maturanti Šubička, ko sem jaz, izgubljen in plah pod tonami sivine, prvič strmel v geometrično pravilne line Plečnikove pošastno depresivne mojstrovine, v 1. letniku samote svoje nove domovine. Zdaj sem strmel v dolgolase, dolgobrade tipe, v zlizanih kavbojkah, strganih jopičih in leninskih čepicah, ki so si zvijali cigarete in vlekli pipe, da gost in težek dim še zdaj obdaja moj spomin, ganjen od prepoznave kraja, časa in imen. Janša Zlobec, ki je krilil z rokami, da smo klin permanentne svetovne revolucije sredi slemen podedovane apatije subalskih dolin, Mladen Dolar, ki mu je v očeh gorel strm plamen lucidnega spopada s fingo zgodovine in mi je mentorsko dal branje gosto počrtane knjige Louisa Althusserja, omenjenega predvčerajšnjim njegovem predavanju, kjer sem začetnik v francoščini razumel komaj kaj, le to, da moram strgati verige česa, gospodska kapitala, psevdokomunizma naših uradniških hierarhij, vsekakor pa dvigniti sredine na demonstracijah je tiko, to moram ponovno natančno artikulirati. Vsekakor pa dvigniti sredinec na demonstracijah je tiho rekala Dolarjeva karizma. Marko Uršič, ki je bil takrat tak isto prijazen kot je danes, 45 let pozneje, ko se tedanjega trotskizma spominjava z nasmehom med pogovori, kako narazen leze renesančna sinteza sonc in senc, lepega in mislečega. Avant pisatelj Branko Gradišnik, kar se da glasen tiger besednih iger, ozvočen smehom jezičnega opornika,
že takrat raziskujočega strategijo in taktiko naracije, prekucije in zajebancije. Tega novinca je pokazal name, pa pozdravljam, s totijo poetov svetovne revolucije obogatil s priredbo hita belgrajske korni grupe Trla Baba Lan, ki se pri njem glasi Trla Zeka Lan, da je mine dan, o čemer je celica Zeka na Šubičevi gimnaziji včeraj razpravljala 6 ur, Trla Lan, da je mine dan. Tomaž Vraber, ki je kot britev rezal zadnji, oraciji, ki da jo z vse šibkejšimi očmi preroško jasno vidi in nam je pel levite o nujno potrebni konspiraciji in je imel preroško prav, saj smo bili priče aretaciji že drugo jutro. Izkazalo se je, da je maršal Jebo Tito presneto živ in žilav in je kot ob vsaki vizitaciji Ljubljane ljudska milica za vsak primer za 2 dni brez sodnega naloga spravila za zapahe celo vrsto sodnivih elementov, vse lokalne prostitutke in Jezusa, pacifističnega pesnika Jureta Depela. Njega, on je bil na seznamu, opedi zakaj, rednih osumljencev, in so ga zmeraj pospravljali. Nikoli ni bilo take pomladi kot leta 1971. Na pusti modernistični fasadi je tele hiše. Na pusti modernistični fasadi je troje nezaslišanih besed sprožilo smeh in dvignjen srednji prs in gnev in gibanje in ognjemet. Kamion ni bonbon. Ognjeni krst smo doživeli nekaj norih dni pozneje, ko smo zagledali kordon, vrš čvrst in mrzel. Takrat smo prišli do lastne meje. Predtem pa eksplozija časa, srh, zasedba filozofske fakultete, duh liphi veje prostost, pogum, dotlej neznan, študentka smejočo se lepoto, jazz band, barkati dekleva dirigira hrup stojenega instrumenta domišljije, ki šprica lije seva, dolgolas jesih predava o dolini totalke, režimo se, nihče ne šteje dni, vse do dneva preboja, ko smo iz betonske barake faksa odšli na cesto in zasedli mesto, skrivaj sem razmnožil šmirajste letake z matrico na prastarem ciklostilu, to na Šubičevi gimnaziji. Skozi gosto mrežo teles in sloganom sem dolgo iskal prijatelje, trdo jedro gibanja, prostor se je že zibal in lebdel in piskal, ko sem jih našel, so bili v prvi vrsti, Jaša s pesti v zraku, pa Mladen in Branko, Tomaš in Jure in Marko, prijeli smo se za roko, kot da še zmeraj hodimo v vrtec, prizor nas je spremenil v prestrašene otroke, kordon miličnikov v neprebojnih jopičih, čeladeni ščiti, pištolami in palicami. Tedaj sem se spomnil in vzkliknil, policaj je palicaj, a sem ga komaj slišal. Nismo mogli več nazaj, samo naprej, kričali smo, da prikričimo strah, naprej, naprej in se usedli pred parlament. Spomnim se vonja po cvetočih lipah in toplem asfaltu in toplih dekletih, vonja hipa, ko sem bil mladenič, tako kot vsi, ko sem bil pesnik, tako kot vsi, ko sem bil upornik, tako kot vsi, in bil zaljubljen, tako kot vsi, in korakal naprej, tako kot le nekateri, tisti, ki se po 40 letih srečamo v večerih pred filofaksom, po predavanjih novim študentom, ki parlament obmetavajo z granitnimi kockami. Tukaj zdaj manjka konec te pesmi, v katerem evociram spomin na Jašo Zlobca, kako sva se srečala enkrat pred parlamentom in se v spomin na stare čase usedla in je potem seveda policaj, ki je prišel, imel težave, kako zdaj spraviti k redu člana parlamenta. In sploh je bilo recimo eno mojih zadnjih srečanj z
z nesrečno umrlim Jašo Zlobcem, to, da sva se nekoč ob mraku srečala, pozdravila, to je bilo pred Šubičevo, pred Kazino, in se potem nenadoma oba obrnila in dvignila roke v zrak, tako kot v stari čas. Vsi, ki veste, kako je Jaša Zlobec šel z tega sveta, boste razumeli, da je to bil poseben trenutek. Jaz sem pozneje to krilatico palicaj uporabil v eni protestni pesmi za predstavo Rome in Julija v režiji Ljubiše Rističa v Mladinskem gledališču in potem je v glasbu Gojmir Lešnek Gojc. In v njegovi oglasbitvi to gre takole. Policaj je palicaj, policaj je palicaj, le zakaj, le zakaj, jaz pa nisem takšen zmaj, pravi plavi palicaj, jaz imam rajši mesec maj in je zlep tudi cvetni gaj. Policaj je palicaj, le zakaj, le zakaj, jaz sovražim palico in še bolj tiralico, rajši grem na malico, sodnitkavno šalico. Policaj je palicaj, le zakaj, le zakaj, zmeraj sem bil slabočenc, zdaj sem fasal še suspens, ker sem vozil brez sekbrenc, službeni Mercedes-Benz, policaj je palicaj in tako dalje. Jaz sem seveda pisal že v gimnaziji, ampak recimo prelom so bile avantgardistične pesmi, ki sem napisal v prvem letniku primerjalne književnosti in filozofije. Med njimi so recimo bile zame še posebej pomembne naslednje, recimo marjetične meditacije. Ljubi me, ne ljubi me, 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 jebi me. Ali pa naslednja, bla bla, bla bla bla, bla 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 bla, bla 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 bla, bla 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 bla, bla 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 bla, bla 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 bla. Jaz sem en bla, bla bla. Pa recimo, imam kompleks pred kompleksi, imam kompleks pred kompleksnimi kompleksi, imam kompleks kompleksov, imam kompleks kompleksov pred kompleksi, imam kompleks kompleksov pred kompleksnimi kompleksi. Mater sem za kompleks. Potem je sledila faza, ko sem nenadoma začel pisati miniaturne pesmi v izpitnem obdobju septembra leta 1973. Spravi, ko sem počel prvi letnik. To so bile definicije. Sem poskušal skrajno jedrnatost izraza s humorjem, metaforami zajeti bistvo pojavov. Recimo, plima je lunina rima. Nevihta je nogometna tekma oblakov na nevestnem stadionu. Pesem je soba v hotelu beseda kategorije za razgledom na domišljijo, kopalnico za metafore in dvojno posteljo za moške in ženske rime. Maslo je rjuha od kruha. Poljub je ljubezensko pismo v kuverti ustnic, najlepšega je zvučiti ustno. Spomenik je spomin, ki se je tako dolgo hladil, dokler ni okamnil. Dotik je pastir kože. In definicija, ki je bila zame zelo pomembna, zaradi poetike, pesnik je vatnar tišine. Nekateri izmed teh tekstov so imeli tudi neke politične konotacije, recimo. Otroštvo je, ko imaš v srcu več prostora za Karla Maja kot za Karla Marxa.
A smrt je edina privatna lastnina, ki je niti komunizem ne bo mogel ukiniti. Komolci ne poznajo demokracije in tako dalje. Tukaj so potem tudi pesmi, ki sem jih potem objavil tudi mnoga leta pozneje. Rembojevske pesmi v prozi. Sem bil v 3. letniku tega faksa, recimo ena izmed teh pesmi je Pijan pesnik v riževem narastku. Vroča muzika Passatov, terase z razgledom na podvodne pašnike, dežujejo kepe soli, pijan pesnik v riževem narastku, iz njegovih odprtih žil kapljajo nagrni. Njegove rime regljajo kot strojnice in prenašajo naglašene gore iz doline v dolino. Nad glavo neba brni zvezdna napeljava. Sam pa gnezdi v hruški, kjer se sladko združuje z obliko, sok krvavi po raztrgani obliki sadu. Barka presekana s helebardo bliska, paluba majhna kot žalost. Jambori salutirajo obzorju, jadro je obrisalo buri smrkav nos. Dim piše daljavi, razdalja briše njegovo pisavo. Postelja v stelji, plod polti. Ko so razvozlani že vsi prsti in obrnjeni vsi žepi telesa, se stene pogledov opažijo s koprenami, petelinimi grebeni, soneti in drugimi zemljevidi ljubezni. Grlica vejna o grlice. Ženska olupljena z objemi, piha ne vzmeti gibov, nič spanca na trepalnicah, jantarne popika polonice pod nohti. Srebrne kite žarkov, noč prepisana iz bajke. Na ploščadi mesečine lampioni mežikajo letečim sencem. Pišne vidnih jad, vrtinci vrtov, nasadi v dihanju časa. Pletene rastline se z oblakov vračajo v jutro. Tisto, kar je bilo seveda zame zelo bistveno, je bilo orkestriranje besed, poetika, da ne izvem besede pomeni in pomen zveni. To sem prvič v polnosti realiziral v zbirki Stihožitje, ki je išla leta 1977. In to so pesmi, katerih rahlosti, nežnosti, prefinjenosti jezika pravzaprav nikoli več nisem znal obnoviti. Nedvomno sem postal boljši pesnik, globlji, ampak tega posebnega odnosa z jezikom nisem več znal. Tu so verzi kot Tako se tihožitje spremeni v stihožitje, žena v željo in želja v željo jezika. Tu je recimo dolg vers, vse mirje, ta vse, ta mir in ta je, neizrekljiva rima rim, vse rimje, ki je bil zame zelo pomemben takrat, seveda simbolističen vers, ki sem ga pozneje začuda znal prevesti v angleščino, tako da sem vse rimje prevedel kot universe, zvezaje, universe. Ta zbirka ima moto, vsako bitje ima svoj mok, tišina je le ena sama. Takrat sem zelo razlikoval med mokom, ki je bil v relaciji z besedo, ampak neka notranja resnica besede, in tišino, ki je pripadala zvoku in je bila na nek način kozmična, vseobsežna. Vendar to mojo poetološko razlago je potem podrla neka osmrtnica za nekim gimnazijcem iz Kopra,
ker je bila ta pesmica moja ponatisnjena in takrat me je zelo pretreslo, da seveda lahko pomeni tudi sporočilo, da je bil tam mladi človek, da se je zagrinil v mok in da je tam na to stopil pač v neko temeljno tišino. Jaz sem seveda veliko tudi kot pedagog razmišljal o problemih pisanja. Kot študentje veste, zelo intenzivno delam z vami na poeziji. Sem zelo zahteven. Rezultati, kar zadeva vaše pisanje, so sjajni. So pa na ta način nastale tudi nekatere pesmi, ki govorijo seveda o moji poetiki, ampak so pravzaprav namenjene študentom. In gre večinoma za sonete. Priznam, težko pišem, le jecljam. Jaz, pesnik, mojster klasičnih oblik, profesor verzov. Bilo bi me sram, če bi študentje vedeli, a dotik teles peresa in papirja me paralizira. Nerodno raste pesem iz tišine, kot da je v popolnosti beline drget črk le napaka, sled nemira. Vsak vers se moram šele naučiti pisati, kot da se učim hoditi. In ko se naučim, ko dokončam to pesem, je to znanje le dim, slepota. Pri novi pesmi ne pomaga. Spet sem sam, spet se učim hoditi, spet jecljam. In ravno to je največja lepota. Ne bodi nepotrpežljiv, navadi se čakanja. Kaj je stih? Blesk pomena na konici hipa, na konici zvena. Žareči zvok zavit v mok, vadi prisluškovanje, iz tišine vznika in vanjo spet ponika tihi stih. Ta ritem, ki povzema krvotok in dih, odmev neizrekljivega dotika. Osnovno vprašanje je, kako prenesti mok, kako zdržati čas brez pesmi, ne da bi znorel. Oko zaman strmi v bel papir. Te bo glas odreši, tvegaj, čakaj, pesem je brez znanja. Umetnost pesništva je dan čakanja. Če mojstrsko pišeš z desno roko, postani levičnik. Čečkaj do nespoznavnosti, čačkaj črke, ki bodo v gošči svojih drhtečih, nebogljenih zavojev odsevale slutnjo svetlobe besed. Kot otrok se ponovno uči risati obrise stvari s črkami in vedi, da bo resnica navzoča v teh črkah, vse dokler tvoji drhteči prsti ne bodo čvrsto držali peresa, vse dokler se bo svet upiral tvoji nerodni roki. V trenutku, ko boš postal mojster peresa, mojster lepopisa umetnih črk, bodo črke premagale stvari, in pesem bo lahka, prelahka in svet se bo umaknil iz črk. V tvojem lepopisu, v tvojem mojstrstvu bodo samo še črke, ne bo ničesar več, bodo samo še črke, samo še nič. Tedaj začni pisati s prsti desne noge. In zdaj za konec ne morem mimo ene razsežnosti pisanja, ki je povezana ravno s to fakulteto in gre za protestne songe, ki so nastajali ob različnih priložnostih, največ pa ob zasedbi te fakultete leta 11 in v vstajniškem gibanju v letih 12-13, ki je seveda zajelo tudi našo fakulteto. In sem sodi tudi priredba pesmi Janeza Bitanca Naša četica koraka, ki sem jo napisal zoper tedanjega ministra za
izobraževanje, znanost, kulturo in tako dalje, doktorja Žigo Turka, ki je najprej to zelo zamjeral in ko sva se srečali, rekel, ja, kako ste pa mogli, da kar sem ga šokiral, sem mu rekel, ja, z največjim veseljem sem to napisal, na kar je pa reagiral zelo človeško in rekel, no, če pa tako vam pa ne poželim. V redu, to je tudi nek športen način prenašanja kritike. Ne? In evo, ta pesmica, ki je takrat bila kot neko sindikalna himna, takole zveni, ne. Danes sva se pogovarjala z gospodom dekanom o tej pesmi, potem sem jo izbrskal in sem bil presenečen, da v parih letih pravzaprav so določene stvari pravzaprav tudi nerazumljive brez razlage. Ne. Takrat je šlo tudi za to, med drugim, da so ministrstvo za kulturo v tej Janševi vladi ukinili in smo seveda se borili, da se ponovno vzpostavi. Takole torej, v tej priredbi Wittgenstein, besedila. Naša četica koraka strumno in veselo, drug za drugim ravni vrsti mi gremo na delo, drug za drugim ravni vrsti nimamo za jelo. Turčku bomo pomagali ministrstvo zgraditi, da bi mogel kup denarcev univerzi skriti, da bi mogel honorarcev vse lepo znebiti. Žiga, žaga, poje, žaga, rom, pom, pom, kladivo, mi pa vsi najboljše volje delamo marljivo. Mi pa vsi najboljše volje fušamo na sivo. Naša četica koraka strumno in veselo, drug za drugim ravni vrsti mi gremo na delo, drug za drugim v pravni krsti čakamo razpel. In potem je tukaj še ena, ki je ne bom v celoti zapel, ta je bila namenjena ravno tenanjemu predsedniku vlade, na melodijo koračnice iz filma Most na reki Kwai. Janez, nekoč si bil junak, Janez, zdaj si le glusila, Janez, kaj delaš danes? Kaj siliš revne in bolne v strah? Janez, nekoč si bil adut, Janez, zdaj si tako nadut. Janez, kaj delaš danes? Kaj siliš stare in mlade v obup? Potem prije tiste žandel. Janez, nekoč smo zate korakali in za prostost prihodnih dni. Prihodnost, ki je na nas prišla, je raj bogatih brez srca. Janez, nekoč si bil naš car. Janez, zdaj si neko slepar. Janez, izgini danes. Ki kliče ljudstvo vrhovni vladar. Evo, hvala lepo.